Vemo, da je informacijski sistem Ahilova peta našega zdravstva in to se je še posebej izrazito pokazalo tudi pri cepljenju proti novemu koronavirusu, kjer je treba slediti nacionalni strategiji in tako naprej, vendar tovrstne podpore na nacionalni ravni ni bilo. Kako ste ukrepali v vašem zdravstvenem domu? Ja, v našem zdravstvenem domu smo že takoj ugotovili, da fizično ne bomo zmogli prijave preko telefonov ali da bi nekdo sprejemal prijave osebno, ampak smo takoj že uvedli prijavnico, ki je potem bila povezana in so prijave šle v seznam. Preko seznama smo pa potem pošiljali na telefonske številke SMS-e. Vse starejše smo prosili, da se prijavijo preko prijavnice, prosili smo svojce, da jim pomagajo, seveda vsi niso bili, zato smo imeli tudi telefonsko številko. Predstavljam si, da bi ta informacijska podpora morala biti že pred tem, da smo dobili nalogo cepljenja, pripravljena s strani Ministrstva za zdravje ali države ali kogarkoli. Seveda pa sam seznam nam nič ne pomeni, če ni uparjen z našim obstoječim informacijskim sistemom. Kajti cepljenje pomeni veliko ozadja, veliko ljudi v ozadju, veliko dokumentacije in pa seveda vodenje evidenc, da se koga ne zgreši pri drugih odmerkih. To je zelo pomembno, v bistvu je to eno izmed najbolj pomembnih delov cepljenja. Zagotovo, da ne prihaja do napak, da se ne mešajo podatki, da imate celovit pregled in tega marsikje nimajo. Kaj to torej pomeni? Bo kranjski primer, bo primer zdravstvenega doma Kranj postal vzorčni primer za celotno Slovenijo, za druge zdravstvene domove? Jaz mislim, da zdravstveni dom Kranj ni bil edini, ki se je tako znašel. Zagotovo vem, da so se znašli ravno tako v Kočevju. Zato je pri njih potekalo cepljenje dokaj hitrejše kot pri drugih. Verjetno je še kakšen drug zdravstven dom. Jaz mislim, da bi morali s strani Ministrstva za zdravje pogledati pri tistih, ki to že imajo, zato da ne bi odkrivali na novo tople vode, se pravi, da bi tiste napake, ki so se pojavljale pri nas, odpravili že vnaprej in s tem informacijski sistem bi bil že izboljšan na začetku. Pa ste se morda o tem že pogovarjali na Ministrstvu za zdravje? Ste ministru Janezu Poklukarju že dali tovrstno pobudo? Ja, mi smo jim že dali pobudo, da lahko pridejo k nam, pogledajo informacijski sistem in pa kako pri nas to poteka. Zaenkrat še niso izrazili nobenega interesa za to, verjetno pa imajo veliko dela z novimi stvarmi. Gotovo je res, da bo epidemija izziv še dolgo. Vsi smo nekako upali, da se bo valovanje te novosti, ki nas je vse skupaj postavila pred zelo hudo preizkušnjo, da se bo umirilo že v tem letu, najkasneje do konca leta. Kakšna je vaša napoved? Kaj se bo dogajalo z novim koronavirusom? Ja, težko rečem, ker prihaja drugi val, prišel je drugi val, prišel je tretji val, verjetno bo še kakšen val, prihajajo novi sevi. Jaz vidim edino rešitev v cepljenju, tako da pozivam res ljudi, da se prijavljajo na cepljenje. Res je, da trenutno ne moremo nuditi vsem cepiva, ampak obljube so, da bo cepivo v večjih količinah prihajalo do poletja. Torej, nekako računam, da bomo veliko ljudi uspeli pocepiti in s tem ustvariti nekako imunost in pa verjetno se čim prej vrniti v, bom rekla, dokaj normalno življenje z vsemi dejavnostmi, ki so sedaj zaprte.